Radio Robin in tvojih 60 minut. Dober dan, med valovi Radio Robin voščim Erika Koncud in dober dan voščim tudi gostu, igralcu in režiserju, članu ansambla SNG Nova Gorica Mihi Nemcu, s katerim bomo skupaj zarisali tokratni portret. Pričniva začetki. Je bil prvi vstop v gledališče kriv za odločitev, da postanete igralec? Ne. Mislim, da je bilo to bolj v 3. in 4. letniku srednje šole, ko sem gledal predstave v mladinskem gledališču v Ljubljani z Janezom Škofom. Takrat sem se bolj navdušil za to zvrst umetnosti. Če ne bi bili igralec, kam bi vas pot popeljala? Mogoče lahko bi bil profesionalni igralec biljarda ali pa arhitekt. Ni pa še končano, to mene pelje stvari marsikam. Recimo, postal sem še režiser potem, kasneje, in se še izobražujem za tudi druge poklice, ki pa so povezani z gledališčem. Torej si puščate kar odprta vrata, kjer se pojavi nek vlak, torej skočite kar nanj. Tako. Tam, ko vidim, da je kakšen interes, se zbudi v meni za kakšno zadevo, ki je povezana z življenjem, z poklicom. Očitno jaz neprestano skačem gor na te vlake. Ne pustim, da grejo mimo. Iz tega sklepam, da ste bolj človek adrenalina, če lahko tako rečem. Niti ne, adrenalin jaz bolj povezujem z padalstvom, z raznimi ekspedicijami v zelo visoke gore. Moje ekspedicije so pa bolj v notranjost, v spoznavanje samega sebe, drugih, družbe, skupnosti. Tako. Pa vam današnji sodobni tempo življenja omogoča, da se tako obrnete vase, da raziskujete to svojo notranjost? Jaz mislim, da prav današnji tempo življenja me na nek način sili v to, da se potrebujem neko oporo, znanje, neko smer, potrebujem zaščititi samega sebe tudi in znati zaščititi samega sebe. In se probam v tem izobraziti na nek način, se usmeriti v tem tempu. Zelo zanimivo je, kako vsak igralec drugače definira čar igralstva. Torej, kaj pa vi menite, kaj je za vas čar gledališča igralstva? Vsekakor priložnost reflektiranja lastnih občutij do življenja, do družbe, do družbene situacije. Poskus doumeti, razumeti in tudi zavestiti nekatere procese, ki se dogajajo, ki so aktualni v našem življenju. To je meni čar in čar. Seveda je mogoče največji čar vsega tega, da se to dogaja pa ob srečanju z režiserjem, med igralci na odru in z občinstvom. In tudi kot gledalec se rad udeležujem tovrstnih dogodkov, ker se ne srečam samo z zgodbo igralci in režiserjem, ampak tudi z drugimi gledalci in sam sabo. Igralec in režiser Miha Nemec je danes v naši družbi. Načniva tematiko vlog. Številne vloge so za vami, samo v SNG Nova Gorica več kot 40. Je katera vloga, ki bi jo dali na častno mesto, ki vam je resnično nekaj posebnega? Vedno se rado pometizira v gledališču, kjer je ta vloga, ki je najbolj bila pisana na kožo, kjer je vloga, kar pomeni meni, kjer vloga je prišla najbližje, ali pa kjer vlogi sem pustil najbližje v določenem trenutku. Mislim, da so te stvari povezane s celotnim procesom ustvarjanja in tudi z mojo pripravljenostjo v tistem trenutku prepuščati se določenim temam. Mislim, da mogoče z izkušnjami pride več teh trenutkov, tako da v bistvu ne bi izpostavil neke, nimam potrebe, da bi izpostavil točno določeno vlogo, ampak so vloge v zadnjem obdobju, ki jim pridem
jim pustim bliže, ki jim pustim, da pustim sebi, da rezoniram z njimi. No. In tam še največ vidim. Spoznavam sebe ali pa zgodbo ali pa temo in vidim, kaj hoče, o čem govori. Tako to ne bi pravzaprav izpostavil vloge. Torej, če vas vprašam, katera izmed vseh vlog je bila najbolj zahtevna, lahko iz tega razberem, da so za vas kar vse zahtevne, ker date enako količino energije prav vsako vlogo. Lahko bi tako rekel. Ja, mislim, težko se je izogniti zahtevnosti. Včasih so neke vloge, ki sploh ne izgledajo zahtevne, lahko najbolj zahtevne. Dostikrat je, seveda v našem poklicu je zelo zahtevno tudi to, da se je treba naučiti ogromno besed, razumeti celo zgodbo. Večja vloga, več je tega dela, ampak to še ne pomeni, da pri kakšni manjši vlogi se tudi ne srečaš sam s sabo in srečanje z vlogami ni vedno enostavno. Gledališče je kombinacija besed in gibov. Kaj je za vas težje, da je veliko besed ali obratno, da je veliko gibov, ki jih morate skombinirati, uskladiti z vsem oziroma celotnim ansamblom, ki je na odru? Ja, tukaj so zraven še prevajalci, avtori zgodb, tako da nekatere besede lažje posvojiš, druge težje, nekatere mizenscenske situacije so lažje usvrdljive kot druge. Spet gre vse, kar se mene tiče, gre bazirano na občutjih in kako izraziti neka občutja z besedami ali z telesom, je specifično od zgodbe do zgodbe. Ne delim več tega na ta način. Se mi zdi, da sta verbalna in neverbalna komunikacija, vsaka ima svoj pomen. In se mi zdi, da je še bolj pomembna neverbalna komunikacija kot verbalna, da je več izraza v njej in jo je težje videti, težje je samega sebe ujeti v sferi neverbalne komunikacije kot verbalne. Tako da bi rekel, da je težje neverbalno komunikacijo obvladati. V katerih žanrih pa vas najbolj pritegnejo, v katerih vlogah se najbolj vidite? V mešanih žanrih, tragikomičnih. Zelo rad imam stvari, ki so malo fantazijske, ki so tragikomične. No, mogoče bo to tudi povezano s tem, kar počnem v tistem trenutku. Včasih so mi všeč tudi zelo realistična besedila, tudi komično, vse. Ampak tako, da bi bil najbolj moj žanr, je po moje nek tragikomičen in fantastičen. Gledališče zajemate z dvema žlicama, Miha Nemec kot igralec in kot režiser. Kakšna je razlika? Kaj vam daje eno in kaj drugo? Kot režiserju si sam sebi naložim svobodo, kot igralcu mi jo pa nalagajo. In v obeh pogledih je vedno cilj osvoboditi se samega sebe in stopiti v vlogo ali pa povedati zgodbo na ta način, da si osvobojen samega sebe. Dva različna pogleda mi daje na enako delo. Različne perspektive, očitno rad pogledam iz večjih perspektiv na določene teme. No. Zelo rad gledam tudi kot režiser na teme in na besedila. In kot režiser nosi še večjo odgovornost do tega, kako deluje skupina, ker je le iniciator in vodja neke dinamike skupine. In mislim, da režiserja mora zanimati dinamika in uspešna dinamika, taka, ki osvobaja, ki naredi ljudi spontane in kreativne. Mogoče sem tudi zato šel režirati, da bi bilo še
da bi bilo več tega, da bi bilo več igrivosti. Tako. Pa je lažje voditi kot režiser, mislim, skupino igralcev, ki je ne poznate, torej da je neka distanca ali da ste že nek uigran tim, recimo kot znotraj novogoriškega ansambla? Ja, pa ne, ker vedno delaš neke nove teme oziroma odpiraš nove teme in jih poskušaš razumeti in tudi preko teh tem vedno spoznavaš tudi ali že poznane ali nepoznane sodelavce, jih spoznavaš na novo skozi nove teme in mogoče včasih celo to, da delaš z ljudmi, s katerimi se ponovadi zaščitiš, če jih zelo dobro poznaš in je na prvi pogled lažje delati, ampak hkrati pa lahko tudi preskočiš to, da se spoznaš še malo globlje. Ne? Pri sodelavcih, ki jih ne poznaš, je naloga spoznati se skozi neko temo. Vedno bolj me zanima delati včasih sem se mogoče več ščitil, zdaj pa me zanima me spoznavanje raznih sodelavcev. Kaj pa še tretja vloga kot gledalec? Ste kritični, strogi, zahtevni? Kako bi se definirali? Predvsem kot gledalca, ki se prepusti dogodku in šele potem, kako ta dogodek vpliva na mene, šele takrat postanem malo zahteven, ali kritičen, ali navdušen, ali vznesen. Zelo rad se prepustim in potem tudi zahtevam, da je dogodek, da deluje, da je učinkovit. Miha Nemec, igralec, režiser, je današnji Robinov gost. Ko razmišljate, kaj ponuditi gledalcem, vas kdaj prevzema dilema, kaj želijo gledalci sploh videti, slišati, ali to raje prepustite vašemu šestemu čutu, kaj bi vi radi ponudili? Vedno se razmišlja o strategijah, kako komunicirati, kako pristopiti v dialog z gledalcem, ki je enakovreden partner v nekem gledališkem dogodku. Tako da vedno je z enim delom, seveda je pozornost na tem, kako, če sem v vlogi režiserja, to lažje gledam, ker vidim, kako stvari delujejo na mene. Kot gledalec pa pač moraš zaupati režiserju in strokovnemu timu, da seveda tudi oni preučujejo te strategije. Je pa to zelo pomembno in pomembno je predvsem v aktualnosti tematik, kako one rezonirajo z trenutno situacijo, kaj so potrebe gledalca, kaj so moje potrebe, ker moje potrebe so verjetno podobne, kot jih ima gledalec, ne, v nekem širšem kontekstu. In se je pomembno spraševati o teh stvarih, tako da, ker pač strategije gradijo kompozicije in zato imamo včasih med vajami tudi, se reče, šovinge ali javne pokaze, da vidimo, kako naše strategije delujejo, če smo šli v pravo smer, če se gledalci počutijo tako, kot bi si mi želeli, da se počutijo, ali smo kiksnili in potem kaj popravimo in tako. Pa vas je kdaj zamikal film, sinhronizacija risank filmov, ste kdaj zašli v te vode? Seveda, mislim bolj na kratko. Mislim, da smo vsi okuženi z filmskim svetom in da si vsak igralec želi nastopati v filmu, sinhronizirati risanke. Da si vsak, tako se tudi jaz kot vsak drugi igralec verjetno želim raznih izkušenj skozi svoj poklic. Tako da me je zamikal in prav ta čas, zdaj, ko je onemogočena skoraj da komunikacija v živo in skupno delo, smo se v enem projektu zbrali in smo ga mogli spremeniti tako, da smo več stvari posneli, kot pa, ker ne more biti v živo dogodka.
Tako da smo se pravzaprav podali nekam bliže filmu, no, in se malo preizkušamo v tem tudi. Kako vam pa gre? Ste se fajn ujeli? Ja, to je pa krasno, to je zelo zanimivo delo, tudi kompleksno in tako, kako se to vse sestavlja in gre v redu, zabavamo se. Torej, epidemija vam je dala kar brco, da ste začeli nekaj novega. Ja, brco prav prisilila nas je, ker se nismo mogli dobivati v živo, smo mogli preko spleta se dobivati in vse stvari so potem šle v to smer. Eno z drugim je pripeljalo do tega, da smo neke stvari posneli, da smo uporabljali neke komunikacijske kanale, ki se uporabljajo ta trenutek preko spleta za druženje in da v bistvu gradimo zgodbo okrog tega, okrog neke medijske, interaktivne vsebine ali pa sredstva, s katerimi lahko komuniciramo. Tako da nas je, ja, seveda je to naložil še več dela, ampak bomo zmogli. Miha Nemec je v naši družbi igralec, režiser, član ansambla SNG Nova Gorica. Kakšen je dejansko vaš odnos do cen, Miha, nagrad, kritik? Z ocenami smo kar obremenjeni v gledališču in vedno smo že od otroštva naprej smo ocenjevani, ne, v šoli, v družini in vedno navajeni smo, da se iščejo neke napake ali pa pohvalijo uspešnosti. Ampak moram reči, da meni je to zelo, zelo naporno. Se mi zdi, kot da hvalimo napačne stvari in da ni potrebe po graji ali po iskanju napak, da bi se mogli skoncentrirati na druge stvari in nagrajevati druge stvari. Sam sem izkusil že tudi to, da sem si želel nagrade in jih čakal, kdaj bo prišle, da bi ja nekoč uspel, da bi bil uspešen, da bi potrdil, da sem zbral pravo pot v življenju. In potem, ko sem jih dobil, so me tudi ponesle te nagrade in tudi preveč ponesle in sem si tudi preveč mislil o sebi. Tako da sem obe plati spoznal in se mi zdi, da mogoče upam, da se malo odmikam od teh projekcij in želja in da pač delam zato, ker me veseli delati, ne delam več za nagrade ali pa za dokazovanje samega sebe, niti za dokazovanje drugim, da me vedno bolj zanima pač vse to, kar se meni tiče, da je bistvo gledališkega ustvarjanja in to je stik in ta stik, če je dosežen, je nagrada sama v sebi. Če pa ni, to pomeni, da je treba drugič narediti boljše. Še nekaj kratkih vprašanj imam za vas. Če bi morali izbrati dva igralca, ki so za vas ikona, kdo bi to bili? Dva igralca, ki sta mi zares teh igralcev je bilo ogromno. V nekem trenutku je bil Janez Škof, potem je bil tudi Radoš Bončina, Iztok Mlakar, Primož Pirnat, marsikdo od Kavaca, Janez Hočevar, marsikdo in seveda sem to veliko televizijo preživel, da so bili tudi tukaj tudi tuji igralci in tako. Kaj pa dva režiserja? Tomi Janežič sigurno v zadnjem času in njegov pristop do gledališča, Jernej Lorenci, zelo rad sem tudi delal z Mirotom Korunom, tudi z Vitom Tauferjem. Naštejte mi 3 stvari, po katerih ta trenutek najbolj hrepenite. Verjetno potem, da bi se kam šlo po zaščiti, da bi se lahko počutil varen v tej družbi, v tem svetu. Kaj pa so 3 stvari, ki jih v času epidemije sploh ne pogrešate? Ne gledam poročil in ne pogrešam jih sploh. Ne pogrešam, prav ne znam odgovoriti na to. Če se ne pogrešam ta trenutek, bolj pogrešam stvari. Kar pa zares ne pogrešam. Vem, ker je bil prvi val, nisem pogrešal prav ničesar. Mi bilo fajn se malo ustaviti. Fajn mi je bilo, da se vse ustavilo za nek določen trenutek. Tako, ne pogrešam trgovin, ne pogrešam shoppingov, ker
ne veš, kaj bi drugega počel. Ne pogrešam tudi marsikaj, kar je s potrošništvom povezanega, ne pogrešam res. Čas je, da vprašanja našemu gostu, igralcu in režiserju Mihi Nemcu zastavi igralski kolega, in to je Žiga Saksida. Pa mu prepustiva besedo. Ok, Miha, Žiga tukaj. No, 3 vprašanja ti bom zastavil, in sicer. Kakšno težo naj bi po tvojem v teh pritlehno puhloglavih časih nosilo gledališče? Jaz mislim, da gledališče v tem času bi lahko nosilo, ali če se potrudi, vse nosi vlogo nekoga ali nečesa, ki lahko malce zaščiti, bodi si s pravljicami, bodi si s kakršnokoli obliko ustvarjalnosti v tem trenutku, ki je aktualna. Lahko malo zaščiti našo ranljivost, lahko da nek občutek, da smo tukaj drug za drugega, da mislimo drug na drugega. In mislim, da gledališče tudi v tem trenutku se lahko potrudi maksimalno, tudi skozi druge medije in poišče svoj prostor, kar dela, da daje neke vrste zaščito ali občutek zaščite, da lahko reflektira tudi ta, tako kot je Žiga lepo vprašal, ta malo zmeden čas, kjer je zelo potrebna refleksija, zelo težko se je prideti ven iz zmedenih misli ali pa strahov, in lahko pomaga pri tem gledališče. Pomaga v tem procesu refleksije, razčiščevanja, kaj je pravzaprav in kako in kjer stvari so pomembne in kako se lahko sami zaščitimo, no? In drug drugega. Tukaj vidimo vlogo gledališča v teh težkih časih. Pol drugo, beseda je najpomembnejše orodje igralskega poklica. Zanima pa me, kaj ti pomeni beseda kot taka? Beseda je zame je izraz verbalne komunikacije, ki je pomembna, poskuša razložiti naše občutja. Beseda je sredstvo, s katerim reflektiramo, se spovemo. Je en del komunikacije z drugimi. Beseda so misli, ki se izražajo. Ko smo navajeni, da izražamo misli, da se izražajo one v besedah, ne samo v slikah. Beseda je pač namenjena dialogu sami s sabo, z drugimi. Tako. Je pomembna stvar, vendar je zelo pomembna tudi neverbalna komunikacija. No in še zadnje vprašanje, pa upam, da si na prvi 2 odgovoril prav. Torej, glede na dejstvo, da igra v teh vseh ni dovoljena, te sprašujem, kako se s tem spopadaš. Skratka, s kom ali s čim se igraš? Toliko. Zelo se v zadnjem času, ko delamo na predstavi oziroma na digitalnem dogodku Čar hudega, kjer je vodja projekta Sakerdon Mihajlović, nas zelo poskuša soočiti prav s tem dejstvom, z igrivostjo, spontanostjo, kreativnostjo in s kom se je potrebno igrati in kakšna je pravzaprav potreba po tem, kako to povzroča občutje varnosti, prav nek tak navidez nevaren prostor igre in improvizacije,
povzroča pravzaprav varnost in zadovoljstvo. Tako da to lahko skozi njegove besede on zelo veliko zna potem povedati, jaz bolj malo. Se pravi, igrivost je zelo pomembna stvar za zdravje. Sem ravno gledal en film, ki prav o tem govori, sicer o Christopher Robin je naslov filma, ki ga zelo priporočamo, o tem avtorju Medvedka Puja in o tem, kako se je mogel nazaj naučiti igrati, da je bil zadovoljen sam s sabo, tako da to bi dal za primer, kako se je pomembno igrati. S tem zaključujemo vaš portret. Hvala, ker ste bili naš gost. Hvala tudi vam in bodite dobro. Radio Rubin in 62 minut.